Jaz sem si drznila malo spremeniti moj naslov predavanja, ampak vsebina ostaja enaka. In sicer sem dala naslov Družina skriti potencial cerkve. Prej je bil naslov Družina izziv cerkve. Skriti zato, ker bom izhajala iz izkušenj, ki sem jih kot mama in kot našo družino doživljali, in sem ugotovila, da so te izkušnje tudi nekje lahko nagovarjajo ene skrite potenciale, ki jih še lahko zelo nagovorile in lahko zelo dobro pride prav tudi v sami pastorali cerkve. Tako, čakaj, da jaz prvom. Da bi kam te usmerim? To usmerim k tebi, ali kam? Tako, evo. Skratka, izkušnja COVID-19 je postavila v ospredje vlogo staršev in družine kot subjekta pastoralnega delovanja. In na področju znanjevanja in religiozne vzgoje nam je ta čas nedvomno pokazal, da je družina tisti primarni prostor tako eksplicitne kot implicitne religiozne socializacije. In s tem, ko so bili starši čez noč dobesedno postavljeni v situacijo, da prevzamejo vlogo duhovnih voditeljev svojih družin in da postanejo kateheti svojim otrokom, je končno morala tudi družina prevzeti svojo odgovornost in se aktivno soočiti z temeljnimi vprašanji o pomenu krščanstva, o vlogi odraslih pri prenašanju vere na mlajše generacije. V času korone je bila postavljena na preizkušnji v prvi vrsti vera staršev in njihovo zaupanje v Boga. Za 4 stenami domov so lahko otroci opazovali, na kakšen način starši iščejo Boga in kako se nanj sploh obračajo. Starši so jim lahko z svojimi zgledom pokazali, kaj jim pomeni vera in z njo vse povezane vrednote, običaji, rituali, molitve, prazniki. In bolj, ko je bila ta vera sestavni del njihovega življenja, bom rekla družinskega življenja, in ne le neko prisilno izpolnjevanje verskih dolžnosti ali pa celo kakšen privesek, bolj so lahko otroci spoznavali ta pristen pomen krščanske vere ter iz nje s pomočjo staršev črpali tudi moč in tolažbo, ki so jo v tistih negodovih časih kot družina še posebej potrebovali. Seveda pa je jasno, da so te oblike oznanjevanja evangelija in dediščina pričevanja tako pred korono, med njo in tudi po njej od družine do družine zelo različne. Čeprav so starši pri sakramentu poroke in krsta svojim obljubili, da bodo otroke vzgajali v veri, se marsikateri ravno v času te korone spoznali, da te obljube niso mogli v polnosti, bi rekla, izpolniti ali pa tej vlogi niso bili kos. Mnogi starši so spoznali, da so že iz svojih primarnih družin enostavno niso bili deležni zadostne verske vzgoje, spet drugi pa so že tako in tako pred korono samo versko vzgojo že opuščali ali pa potem tudi že celo prelagali zgolj na katehete in duhovnike. Izredne razmere v času pandemije so nam pokazale, kako so zlasti tisti starši, ki so bili oddaljeni od dogajanja v župniškem občestvu, se srečevali z mnogimi težavami na področju oznanjevanja, se pravi katehetiziranja, bogoslužja in verske vzgoje nasploh. Gotovo je bilo upravičeno, da bodo tudi starši skrbeli za versko življenje svojih družin in tudi versko vzgojo, toda mnogi so ta pričakovanja doživljali le kot dodaten stres ali pa kot dodatno breme. To je bilo zlasti čutiti v prvem valu koronavirusa, ko sta bila res oznanjevanje in kateheza prepuščene izključno staršem. Potem pa vidimo, v drugem in tretjem valu pa je bilo že lažje, saj se je precej katehetov, ne vsi, precej pa, odločilo za uporabo digitalnih aplikacij, s katerimi so dobesedno vstopili v domove svojih veroučencev. In pri tem mi je bilo tudi kot mami zanimivo, da so le redki znali nagovarjati celotno družino. Se pravi, korona nam je ponovno nek način spomnila in nas opomnila na oživitev družinske kateheze, ki je v Sloveniji prej prava redkost kot praksa. Zagotovo je družinska kateheza ena izmed tistih načinov, kako bi lahko istočasno nagovarjali in poglabljali vero tako otrok kot tudi staršev. Družinska kateheza bi bila zlasti dobrodošla za tiste starše, ki so se svojim zgledom ali pa rekla svojim vzgojnim poslanstvom ne čutijo dovolj močne ali pa izgubljene ali pa nemočne. S svojimi pristopi kateheza uporablja starše
ali pa usposablja starše za njihovo vzgojno nalogo in jih hkrati tudi razume kot enakovredne sogovornike, ter skupaj z njimi išče načine, kako otrokom zagotoviti sodobno versko vzgojo. Pri tem pa se mi zdi pomembno, da staršem ne nalaga le bremen, ampak dolžnosti, ampak da jim tudi jih pomaga nositi. Se pravi, starše opogumlja, jih motivira, jih ozavešča, da oživijo oziroma poglobijo vero in jo uresničujejo v vsakdanjem življenju in to skupaj z otroki, da bi kot družina se odpirali Bogu in krščanskim vrednotam. Druga stvar, ki mi je tako padla v času epidemije, je bila ta afera v zvezi z Birmo. Tukaj so bili ta pridni Birmanci, ki so lepo pridno in vestno delali naloge, ki so bile potrebne za pripravo svete Birme in so lahko potem šli k Birmi, in potem na drugi strani so bili ti poredni Birmanci, ki niso oddajali nalog in k zakramentu na koncu niso smeli pristopiti. In se pravi, vse te sage, ki so jo tudi podpihovali mediji, lahko izluščimo dve bistveni točki. Prvič je ta, da Francesco Bartolini, voditelj pastoralne službe v Nadškofiji Maribor, je povedal, kaj je bistvo zakramenta, bistvo priprave na zakramente in tudi na Birmo. Tukaj ne gre samo za znanje, gre za odnos do Boga in kako ta odnos vključiti v svoje življenje. In s tem je v bistvu jasno artikuliral problem naše birmanske in tudi mladinske pastorale, ki že vrsto let kliče po redefiniciji, o vrednotenju nekih kakovostnih metodoloških pristopov, ki bodo pomagali mladim to vero prenesti konkretno v življenje. In drugič, dobra priprava na vsak zakrament temelji na podpori družine. In jaz sem prepričana, da je ti poredni, ki sem jih prej omenila, zagotovo v polni meri niso imeli. Skratka, ni prvič, da se pri katehezi v bistvu srečujemo z otroki in mladostniki, ki hodijo po poti vere brez podpore staršev. In zato zagotovo ti teže vero smislijo kot tisti otroci, ki vero prakticirajo skupaj doma z starši. In te in podobne in še kakšne drugačne izkušnje v bistvu od cerkve na Slovenskem zahtevajo, da razmisli in naredi načrt, kako bo pomagala staršem pri pripravi njihovih otrok na prejem zakramentov. In tu mislim od krsta naprej. Zelo dobrodošlo bi bilo, če bi poleg katehez otrok in roditeljskih sestankov, ki so zelo tehnično usmerjeni, uvedli še kakšne dodatne delavnice, programe, duhovne priprave, vaje tudi za starše. In se mi zdi tukaj predvsem pomembno je to, kar so že moji predhodniki nakazali, da jih v prvi vrsti starši sprejmejo takšne, kot so. Niso idealni. Ampak da jih ne obsojamo, temveč jih skušamo razumeti in izhajati iz njihovih res konkretnih situacij in verskih izkušenj. Pomembno je, da jih kot starši opolnomočimo v različnih razvojnih fazah njihovega otroka oziroma njihovih otrok in jim ponudimo verske vsebine, ki so povezane tudi z vzgojnimi vprašanji, ki starše v teh obdobjih, življenjskih obdobjih tudi zaposlujejo. Pri tem je pa tudi prav tako pomembno, da imajo tudi starši, oni kot verniki, tudi možnost, da poglabljajo versko znanje, da pridobivajo si nove religiozne izkušnje. In na tak način bi lahko tudi osebno, bi lahko tudi skrbeli za duhovno rast, še posebej tistih staršev, ki se v tej vlogi, bom rekla, čutijo doma oziroma so tistih staršev, ki se predvsem ne udeležujejo drugih skupin znotraj župnije. Hkrati pa lahko takšna srečanja so tudi dobra priložnost, da se starši med seboj povežejo, da se navežejo stike in v bistvu tudi začnejo prihajati k maši ali pa bom rekla tudi ostajajo v župniji tudi po zakramentih otrok. In zagotovo bi bila tukaj res ena naravna pot, če bi jih od priprave na zakramente pripeljali do družinske kateheze. In drugo spoznanje. Čas epidemije nam je pokazal, da bo morala cerkev na področju liturgije narediti tudi en velik korak družinam. Prenosi maš po radiju in televiziji je res pokazal, da so župnijske maše premalo prilagojene družinam in njihovim otrokom. Maš so otroki sploh ni bilo, kar je seveda posledica stanja že pred samo epidemijo. Če želimo, da bodo otroci in družine z otroki doživljali mašo kot vrhunec, se pravi, citiram tukaj, vrhunec delovanja in hkrati vir, v katerega cerkev črpa svoj moč, potem bo potrebno vložiti veliko več energije v samo liturgično vzgojo otrok, staršev, katehetov in tudi duhovnikov.
Od današnjih otrok je enostavno nerealno pričakovati, da bodo bogoslužje ali pa pri bogoslužju sodelovali na enak način, kot so to počele tiste generacije, ki so v živo začutile spremembe v obredih. Se pravi, ki jih so prenesle liturgične reforme v času drugega Vatikanskega koncila. To so generacije dedkov in babic naših otrok. Tega se moramo zavedati in današnji otroci pripadajo generaciji 3. tisočletja, ki jo je potrebno nagovoriti v duhu današnjega časa in na način, da bi to pritegnili njihovo pozornost. Več časa bo potrebno posvetiti postopnemu uvajanju otrok v bogoslužje, zlasti v mašo, da bo bogoslužje z otroki postalo vrhunec otroku prijazne pastorale in vir, iz katerega otroci črpajo moč za življenje po veri. V ta namen bo v prihodnje zagotovo potrebno v Slovenski cerkvi nameniti več prostora samostojnim bogoslužjem Božje besede, s pomočjo katerih bomo lahko otroke uvajali v mašo in jim pomagali, da se bodo kasneje vanjo tudi dejavno, poudarek je na dejavnem, se pravi tudi vključevali. In če cerkev, bom rekla, tega koraka ne bo storila, lahko izgubi družine z otroki. Se bodo odšle tja, kjer se bodo počutile bolj sprejete in bodo tam, kjer bodo lahko na svoj način sodelovali. In to se je že dogodilo, se pravi, že imam primere, ko so družine šle k protestantom. In se mi zdi, da morda že tudi tukaj kaže eno dejstvo, da se v marsikateri cerkvi v bistvu po koncu epidemije družine z otroci ne vračajo. Se pravi, epidemija nam je zelo jasno predočila, da družinska pastorala v cerkvi na Slovenskem potrebuje nove pristope, pri katerih lahko na podlagi skupnega duhovništva s svojimi izkušnjami in znanjem pomagajo laiki. Tukaj vidim v prvi vrsti starši, potem so tu laiški teologi, katehisti, katehistinje, tudi usposobljeni sodelavci, kot na primer diplomanti naše fakultete, to so diplomanti, se pravi zakonske in družinske terapije. Za njihovo nemoteno, bom rekla, in uspešno delovanje v cerkvi pa bo potrebno spreobrnenje tako cerkvenih struktur kot oseb kot celotnega občestva. Cerkev se zaveda, da se pri uvajanju teh sprememb, da so ključni duhovniki. Pomembno bo misliti na oblikovanje duhovnikov, ki bodo sposobni dojeti in voditi župnijo, kakršno narekujejo potrebe sodobne evangelizacije. Sicer nekih kvalitetnih premikov v delovanju cerkve ne bodo možni. In zanimivo so mi spoznanja Pavla Culenerja, ki pravi, oziroma ki kaže v svojih študijah, da lahko ta odklonilen odnos do duhovnikov v povezavi s sodelovanjem z laiki vodi v sekundarni obrambni klerikalizem, kar se pa kaže tudi že pri nas. Zanimivo je, da pri marsikaterih mlajših duhovnikih in tudi mlajših duhovniških kandidatih zaznavamo to negativno kritično držo do koncilskih reform in občutno manjše podpiranje le-teh, tudi v zvezi s tem, kako bi lahko laiki soodgovornost prevzemali v cerkvi. Zato se mi zdi pomembno, da vodstvo Slovenske cerkve duhovnike spodbuja, da naj laikom omogočijo sodelovanje in jim dajo prostor v cerkvi, ki jim gre. Duhovniki morajo spodbujati različne karizme, bdeti nad njihovim, bom rekla, strokovnim usposabljanjem, hkrati pa občestvo seznanjati z nalogami, ki jih lahko laiki prevzamejo v cerkvi. In kot zaključek, izkušnje pandemije, se pravi, ki sovpada tudi z upadanjem duhovniških poklicev, so pokazali, kako je pomembno za obstoj cerkve in širjenja evangelija sodelovanje duhovnikov in laikov. In prav to sodelovanje bo potrebno v prihodnosti ne samo v teoriji, ampak tudi v praksi poglabljati, saj bo to prispevalo k preseganju klerikalnega razumevanja cerkve. Hvala lepa.